Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je v sodelovanju z Zavodom za in proti Zavodom za kulturo dialoga organizirala že 23. leto zapored mednarodni debatni turnir. Zraven tekmovalnega značaja ima turnir tudi promocijsko vlogo, saj letos skoraj 150 debaterjem iz različnih držav predstavlja Ljutomer in deželo ob Muri. Kaj pomeni ta dogodek za gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer ter za lokalno skupnost, pojasnjuje Franc Čuš, ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. To je vsekakor za našo šolo, kakor tudi za pokrajino ob Muri in pa mesto Ljutomer zelo veliko priznanje. Najverjetneje se tisti, ki so snovali na začetku ta turnir, niso znali predstavljati, da bo ta turnir imel tako dolgo tradicijo, da se sploh obdržal na tem zemljevidu mednarodnih debatnih turnirov. V bistvu je eden najstarejših v tem delu Evrope in tudi edini tovrstni v Sloveniji. Naši dijaki na ta način dobivajo priložnost, da se potem tudi sami udeležujejo raznih mednarodnih debatnih dogodkov v bližnji okolici ali tudi širše. Nenazadnje so številni bili tudi v preteklosti člani nacionalnih ekip in zastopali državo Slovenijo v tujini. Po drugi strani pa mesto Ljutomer vsako leto na začetku pomladi zaživi, ko v Ljutomer pridejo številni mladi in pa njihovi mentori iz celega sveta. V bistvu iz vseh celin so v teh 23 letih že bili udeleženci in vidimo, da naprimer tisti, ki so bili lansko leto, vsaj po mentorjih se vidi, tudi pridejo naslednje leto, kar pomeni, da je naša šola, kakor mesto Ljutomer, zelo dober gostitelj in zaradi tega se zelo radi vračajo semkaj med nas. Standardi za organizacijo takšnega dogodka so visoki in zahtevni. Vsekakor je to kar pomemben organizacijski zalogaj za nas, ampak imamo zelo izkušeno ekipo na čelu s profesorjem Alešem Kustecem, ki je pred leti prevzel tisto glavno besedo pri organizaciji tega dogodka. Prav tako je potrebno omeniti, da ta dogodek organiziramo skupaj z Zavodom za in proti, ki potem tudi pomaga pri sami organizaciji, predvsem pa pri prijavi tekmovalcev iz celega sveta, da se potem tukaj v Ljutomeru dobro počutijo. Ne vem, naprimer iz Kitajske najverjetneje ni enostavno priti do Ljutomera, je potrebno seveda kar nekaj logističnih preprek premagati. Na srečo v Ljutomeru imamo dovolj teh prenočitvenih kapacitet. Včasih se poslužimo tudi v bližnjih krajih teh kapacitet. Letos ni potrebno, da bi dijaki oziroma udeleženci spali pri naših dijakih doma, ampak tudi tovrstnih posegov oziroma izkušenj smo se v preteklosti že posluževali. Kaj ponuja letošnji mednarodni turnir z vidika udeležencev in kakšne teme čakajo debaterje, obrazloži Aleš Kustec, soorganizator turnirja. Letos je sicer zasedba mogoče malo manj številčna, zaradi tega, ker je en teden nazaj bilo Evropsko prvenstvo v debato in predvsem mogoče kakšna evropska država manjka. So pa recimo spet Kitajci z nami, zdaj že 3., 4. leto zapored. Tudi njihov mentor pravi, da je pri nas zelo fajn in zato vsako leto bodo prišli. Drugače pa so poleg Kitajske še sosednje države, Hrvaška, Avstrija, Madžarska, potem Albanija, mislim, da celo prvič, kar se jaz spomnim, pa Finska in to je to. Teme so, po eni strani mi je zelo všeč, da so spet teme, ki se tičejo politike, se pravi, na nek način zelo, zelo aktualna tema je o demonizaciji Donalda Trumpa. Zdaj ne smemo pozabiti, da dijaki vedno debatirajo za in proti, tako da imamo neke razloge za in neke razloge proti. Potem en trend, ki mogoče je bolj znan v Ameriki, seveda, ker debatiramo mednarodno, je o razšolanju, kar pomeni v bistvu, da ni več uradnega šolanja, ampak da starši sami šolajo otroke. O tem debatirajo, potem pa o feminizmu in teoriji spola, kar pa je seveda tudi na nek način ameriška tema, zelo sodobna, spet pa se moramo spomniti, da debatirajo za in proti. Ker je 6 debat, se pravi 3 smo zdaj povedali, 3 debate pa so, reče se jim impromptu, oziroma to so debate, kjer trditev zvejo 1 uro prej, potem imajo 1 uro časa, brez mobilnih naprav, brez računalnikov, sami z svojim znanjem, zato so te trditve ponavadi malo bolj navezane na splošno razgledanostjo, ker ni važno toliko podatkov, je pa važno, koliko se spoznaš na trditev in da po 1 uri lahko se pripraviš. Debata poteka v angleškem jeziku in Aleš Kustec o tem, ali imajo ekipe, ki prihajajo iz držav, kjer je angleščina materni jezik, kaj prednosti pri debatiranju. Zdaj mogoče letos niti ne, mogoče pri Kitajski. Zdaj, čeprav je to Kitajska, to so privatne šole, kjer poteka jezik v angleščini. Mogoče imajo prednost kakšni Angleži pa Američani,
pa tako kot sem prej omenil, privatne šole, ker je v bistvu cel jezik v angleščini. Ampak naši ponavadi se vseeno dobro odrežejo, ker pri debati ni toliko važna retorika, ampak je važno v bistvu tvoj zagovor argumentov. Tako da jezik je ovira samo toliko časovna mogoče, koliko ti hitro uspeš povedati, kaj veš, vsebinsko pa ne bi smel biti ovira. Zdaj 2 leti smo se kar mogoče malo razvadili, ker je Lina bila zelo uspešna debaterka, je bila tudi, kot ste imeli, na svetovnem prvenstvu. Imamo mogoče zdaj letos kako upanje, je tudi ena zelo uspešna debaterka Lea, ki je bila, ni ravno prišla v državno ekipo, bila pa je v poddržavni ali razvojni ekipi, tako da znal bi biti dober rezultat, bomo pa videli. Je pa konkurenca močna, Kitajci se vedno zelo dobro pripravijo, tudi druge slovenske ekipe so močne, bomo videli, kako bodo Finci in drugi, tako da upajmo na najboljše. Poprašali smo tudi Lino Fefer, nekdanjo dijakinjo, debaterko gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kakšen je njen pogled na tovrstne turnirje. Glavna stvar glede svetovne reprezentance pa tudi mednarodnih turnirjev je v bistvu to, kako ti pač pomaga. Ravno smo se menili, da je super, da se mednarodni turnir dogaja tudi v Sloveniji, da debaterji tukaj dobijo možnost debatirati z ljudmi iz drugih držav, z drugih kontinentov, različne nacionalne ekipe in te stvari. Torej, na koncu koncev, kar je najbolj važno in kar ti ta turnir in mednarodni turnir nasplošno najbolj pripomorejo, je, da v bistvu samo vidiš, kako ljudje drugi razmišljajo, kako se oni debatirajo. Lina je s svojo ekipo minulo leto osvojila 2. mesto in se tako uvrstila v reprezentanco Slovenije in tako nastopila na svetovnem prvenstvu. Bila sem prvo leto, sem bila leta 2023, v ekipi smo bili v Vietnamu, v Hanoju, kar je bilo super. Drugo leto sem pa bila v Beogradu, tako da je bilo malo bliže, ampak je bilo tudi lepo. Lina Fefer je na 1. letu študija. Kakšne koristi in prednosti pa je pridobila kot vrhunska debaterka? Ja, študiram v Amsterdamu politično znanost. Prvi razlog, zakaj sem sploh prišla not na tisti faks, je debata, dosežki iz debate in te stvari. Drugič, razlog, zakaj sploh vem, da to obstaja možnost, je, ker poznam veliko debaterjev iz Nizozemske in tudi slovenski debaterji, ki so šli študirati v tujino v Nizozemsko, tako da sem v bistvu za to možnost sploh izvedla skozi debato. Tretjič pa nasplošno, saj sem se pa veliko angleščine v bistvu naučila iz debate. Komuniciranja in pač druženje z ljudmi iz drugih držav sem se tega zelo navadila skozi debato, skozi nacionalno ekipo, to mi je precej lažje v bistvu zdaj na študiju. Na začetku sem mislila, da bom šla študirati gledališče, ampak sem ravno skozi debato spoznala politiko, spoznala različne poglede, kako je to neka zanimiva, kompleksna stvar, ki jo lahko v bistvu cel študij imaš za tega, celo službo, ravno na podlagi tega vidika. Torej, definitivno ti mednarodni turniri še posebej in te trditve so bila v bistvu dobra popotnica za študij, kjer se potem učimo precej podobne stvari. Kakšna je njena vloga na letošnjem debatnem turnirju? Profesorju sem obljubila, da pomagam z organizacijo, tako da pomagam z organizacijo, logističnimi stvarmi. Sodim tudi za Ljutomersko gimnazijo in ker glede na to, da so kar 3 pripravljene trditve, sem se eno pripravljala z našima 2 ekipama Ljutomerčani. Mednarodni debatni turnir GFML je potekal od četrtka 6. marca, ko se je pričel s otvoritveno slovesnostjo ter končal v soboto 8. marca s finalno debato in zaključno prireditvijo s podelitvijo nagrad. V finalu sta se pomerili ekipe 2. gimnazije Maribor in prve kitajske ekipe. Zmagala je kitajska ekipa, ki je tako osvojila 1. mesto na turnirju. Najboljša govorka na turnirju je bila Sofia Xigong iz Kitajske. Drugi najboljši govorec je bil Alex Grok iz dvojezične srednje šole Lendava. Turnir je ponovno pokazal, kako pomembno je razvijati kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti in odprtost do različnih pogledov.